kdo služiti meni, naj hodi za menoj, govori Gospod. In kjer sem jaz, tam je tudi moj služabnik. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je bilo med tistimi, ki so na praznik prišli počastiti Boga, tudi nekaj Grkov. Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz Becajde v Galileji, in ga prosili: Gospod, radi bi videli Jezusa. Filip je šel in to povedal Andreju. Andrej in Filip pa sta stopila k Jezusu in mu to povedala. Jezus jima je govoril: prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično povem vam, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umrje, ostane samo. Če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj. In kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče. Zdaj je moja duša vznemirjena in kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure. Za voljo tega sem vendar prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime. Tedaj je prišel glas iz nebes. Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal. Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila: zagrmelo je. Drugi pa so govorili: angel mu je govoril. Jezus pa je odgovoril in rekel: ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas. Zdaj je sodba nad tem svetom. Zdaj bo vladar tega sveta izgnan. In ko bom povzdignen zemlje, bom vse pritegnil k sebi. To pa je rekel, da je označil, kakšne smrti bo umrl. Kristusov evangelij. Zelo redko boste našli v Svetem pismu zapisano, da bi z Jezusom želeli govoriti tujci. In danes se to zgodi, da je nekaj Grkov prišlo s prošnjo k enemu od Jezusovih učencev in so prosili: radi bi videli Jezusa. Ponavadi se Jezus srečuje s svojimi rojaki, ne bo to z domačini, bolj v področju Galileje, odkudar je doma, ali pa s predstavniki politične in tudi verske oblasti, to so pa farizeji in pismouki. Tokrat pa tujci, Grki. To so tisti Grki, ki so jih imeli Judje za pogane, ampak so sprejeli judovsko izročilo, judovsko vero, da so bili tujci. In Grki so narod, ki so razmišljajoči. To so ljudje, ki iščejo modrost, ki radi z besedo poglobijo znanje, vedenje in iščejo za naprej, kaj je tisto, kar se ohrani za življenje, kaj je nekaj trdnega, vrednega, kaj je to, kar obstane. In ti Grki so prišli s takim spoštovanjem, da so celo apostola Filipa naglasili z besedo Gospod, radi bi videli Jezusa. Ta prošnja ni samo v tem, da človek pride in potem nekaj pogleda, pa reče: lepo, jaz sem pa to videl, v našem času bi vzel telefon, bi še fotografiral, ko doma pokazal, tole smo videli, tele smo bili, tukaj smo se ustavljali.
Beseda radi bi videli Jezusa je veliko globja. Pri Grkih je tukaj Jezus že začutil. To so ljudje, ki bi rekli, radi bi se s teboj srečali, radi bi bili s teboj skupaj, radi bi s teboj govorili, da bi se razvil pogovor, razprava o tem, kakšno je življenje človeka, kaj je vredno, kaj je resnica, kakšna je prihodnost. V tem kratkem stavku je iskanje resnice. In to Jezus prepozna. In reče primerjavo. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in umrje ostane samo. Če pa umre, obrodi obilo sadu. S to prvo primerjavo so razumeli vsi. Ljudje, rojaki in tudi Grki. Ampak naslednje besede so pa težke. Če kdo ljubi svoje življenje, ga bo izgubil. Če pa kdo sovraži življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Te besede pa so bile nerazumljive tako za Jezusove rojake, pa tudi za Grke, ki so z mislijo iskali smisel življenja, rešitev življenja, izpolnitev življenja, pa prihodnost človeka. In potem slišijo, da kdo ljubi svoje življenje, ga bo izgubil. Ali ni iskanja smisla življenja ljubezen do življenja? In to neskladje je bilo tako težko, da so verjetno potrebovali čas, razlago, premišljevanje, kaj to pomeni. Ljubiti življenje pa ga izgubljati. Bi pa šel na misel, ko Grki prosijo, radi bi videli Jezusa. Kakšen je pa naš pogled, ki ga danes živimo? Kaj je naša želja, da bi radi videli? Ne gre samo na to pogled oči. To je tudi, kaj bi radi videli z čutenjem. Kaj bi si želeli? Kaj je tisto, kar me priteguje? Če boste to vprašali ali poskušali izvedeti od majhnega otroka, recimo, da še ni stopil v osnovno šolo, pa ima pričakovanja. Kaj vse bi rad videl? Otrok hoče prijeti, začutiti. Potem nekdo, ki je v osnovni šoli, lahko jo končuje. Kaj vse bi rad videl? Doživel kakšna krepenenja, mlad človek, ki odrašča. Kaj je v človeku? Kam usmerja svoj pogled? Ali lahko človek usmerja pogled tudi v stvari, ki pa niso samo začasne, ampak imajo že trajnost ali pa večnost, ki ostanejo? Kam gre naš pogled? Seveda nujno potrebujemo stvari za življenje na tem svetu, in lahko smo tudi zanje hvaležni, zato, da imamo toliko darov. Pa to so materialne stvari. To je tisto, kar nam tudi olajša življenje. Ampak Jezus nas pri tej Božji besedi dviga pogled k stvarim, ki pa ostanejo in ne minejo za večno življenje. In so določene stvari, ki imajo pečat večnosti. Ali neka dobrota do bližnjega znamenje večnosti? Ko človek nekaj dobrega naredi in tudi ne zato, ker mora, ker čuti in si vzame čas in podari svoj čas, sposobnosti, znanje nekomu. Ali neka dobrodelnost s pečatom večnosti, ljubezen do človeka, ima pečat večnosti. Dobra dela, molitev je kot tisto, ko človek ujame čas in ne gre več v prazno, ampak ostane del njegovega življenja. To so taki trenutki, ko človek s pogledom iz teh zemeljskih stvari že gleda na tisto, kar je trajno. In Jezus želi tudi tem Grkom ta pogled, ki je telesni pogled, usmeriti
v duhovni pogled. Pred nami sta še 2 tedna postnega časa in tudi povabilo, da bi zmogli svoj duhovni pogled usmeriti na stvari, ki pa bodo ostale z nami, ki bodo naše, ki nas bodo obogatile in s tem obogatile tudi naše bližnje. Vas povabim, da bi bili iznajdljivi v izkazovanju dobrote, iznajdljivi v dobrih stvarih, pa lahko so majhne, preproste. Tiste vsakdanje doma, morda v šoli, morda tam v službi, z ljudmi, ki se srečamo, v majhnih stvarih velika iznajdljivost in tako dajemo počasna znamenja večnosti. In vas tudi povabim k molitvi tako za samega sebe, kakor za ljudi, ki so nam najdražji, najbližji, do katerih res čutimo povezanost. Molitev ima pečat večnosti. In tako je ta prošnja, radi bi videli Jezusa, tudi za nas povabilo, da bi bil naš pogled, ne samo telesni z očmi, ampak duhovni pogled. Bog prihaja k nam kot odrešenik, naj bo tudi naše srce pripravljeno, da lahko prejmemo njegov dar odrešenja, ki je dar življenja. Sedaj vas pa tudi povabim, da skupaj